Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polnoštevilna, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Če vlado vodi Golob, potem je lahko na sestanku tudi pes. Kolegom iz tednika Reporter se lahko zahvalimo, da nas obveščajo o hitro rastoči pomembni vlogi premierjeve poklicne spremljevalke. Po zgledu uradnih konkubin iz srednjeveške Japonske, beba sodeluje v strateških svetih, ki jih kot po tekočem traku ustanavlja njen kobajagi lover, delodajalec. Na sestankih pa je spremlja celo njen pes. Ali tudi on oziroma ona svetuje Golobu tako kot njegova lastnica oziroma njena lastnica, nam do zaključka redakcije žal ni uspelo izvedeti. Vuf, vuf. Sedaj pa se lotimo 106. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali influencerji, kdo so top mnenjski voditelji v Sloveniji. Potrebujete kremo, kodo za popust na pajkice ali zgolj na svet, kako si pritrdite umetne trepalnice ali renovirati hišo? Brez skrbi, tu so naši influencerji. Kdo so največji mnenjski voditelji v Sloveniji, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, Darko Mršič in Janez Zupan. Darko, Janez, toplo pozdravljena v Faktorju. Živijo, dober večer. Živijo. Predno udarimo po influencerjih, me zanima, a ste si videli, kdaj mislili, da bomo imeli v Sloveniji predsednika vlade, ki bo imel pač ljubico, ki bo hodila na uradne sestanke v njegovem kabinetu in zraven pripeljala svojega psa? Evo, izvoli Darko. Hvala. Ja, ne, siguran se nisem mislil, ampak je zelo zanimivo, no, ker se nekako podudarja s tole današnjo temo. Ja. Jaz mislim, da je trenutno Tina Golob verjetno ena od najbolj uspešnih influencerk. Mislim, če... Tina Gaber, misliš? Tina Gaber se upravičujem. Mislim, lahko da je že Golob. Se upravičujem. To je tudi del čara, Glej, da ne vemo, potencialna... zakonski stan našega predsednika vlade. Ja, nekako, ne vem, po moje, če bi si jaz predstavljal neko ambicijo mlade influencerke ali pa relativno mlade influencerke, povprečne je verjetno to poskušati osvojiti nekega športnika, mogoče Luko Dončića ali pa kakšnega nogometaša, ampak takole, da je pa Tini uspel osvojiti premierja države, jaz mislim, da je to en korak naprej v influencerskih vodah, tako da svaka čast. Kar se pa psa tiče, pa pač niti približno si nisem mogel misliti, ampak marsikaj nas bo še zgleda presenetil. Janez, misliš, da pes sam hodi na te živalske teme ali tudi na druge, na sestanke? Mislim, v tem primeru je, kakor vem, bil na živalski temi, torej je bil spremljevalec oziroma terapevtski pes, ki je prišel na ta sestanek zraven, zdaj ne vem, a bo pri tem ostalo. Je pa, tako kot Darko pravi, mislim, res je zanimivo ta fenomen, kako se okrog Goloba nekako ustvarjajo influencerja. Saj Tina Gaber ni edina, seveda tudi Urška na nek način, pa lahko se mi zdi, komaj čakamo, da bomo še kakšnega novega odkrili, ki ga bo ta planet Golob izvrgel v te influencersko vplivniške vode. Ja, zdaj verjetno lahko pričakujemo, ko si že omenil Luko Dončića, ne Darko, da bo tudi pes Tine Gaber ali psica, se ne vem kaj je, imela svoj Instagram pač profil in tako naprej, ne, tako kot imajo psi od Luke Dončića. Ja, pa ne od njega, ne samo od njega, ja, to je tudi kar popularno začelo biti. Zdaj, Darko, ti si po mojem od nas treh najbolj doma na digitalnih omrežjih, tudi Janez ima svojo spletno platformo Konzerva, jaz sem tu Go in Boss, tako da mi bosta vidva danes pomagala. Darko, zdaj Instagram v Sloveniji, ne vem, koliko je, priznam, pač uporabnikov, verjetno ne neko neomejeno število, ker tudi Slovencev ni neko neomejeno število, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je pa kar nekaj teh vplivnežev, ki preko Instagrama pa drugih družbenih omrežij pač promovirajo neke izdelke, tudi sami sebe in verjetno tudi od tega živijo. Kakšen imaš ti občutek v zvezi s tem? Smo tu Slovenci v skladu s trendi, zaostajamo kaj? Jaz mislim, da načeloma zaostajamo mogoče za kakšen let kdaj v nekak temu sprejemanju teh novih platform. Instagram je recimo neka
platforma, kjer so se mogoče generacije mene, začetnikov, pa tistih pionirjev, ko se je Facebook vzpostavil, prestavile od naših mamic pa očetov iz Facebooka na Instagram. Nekako je pomembno tam ta slika, nek privid, to se pravi bolj tega vizualnega efekta. Je pa pač s temi vmesnikom za storije, ko je to postalo popularno, je postal tudi kot nek medij, recimo za neke krajša sporočila. Sam veš, kako ga jaz recimo uporabljam. Recimo neke tvite, ki jih objavim na Twitterju, potem z nekim dodatkom ali pripisom lahko glede na publiko, na katero ciljam, objavim na Instagramu. Na tvoje vprašanje pa ja, jaz mislim, da je Instagram postal kar popularen tudi v svetu, recimo, če temu tako lahko rečemo, neke trgovine, marketinga, oglaševanja izdelkov, oglaševanja storitev. Recimo, zelo popularen je ta segment rekreacije, wellnessa, dobrega počutja, to, kar je verjetno ena od najbolj rastočih industrij, ne samo v Sloveniji, ampak nasploh na svetu. To se pravi od športne opreme, turistične ponudbe, potem vse, kar pride zraven, prehranskih dopolnil, zdrave prehrane in tako naprej. Jaz mislim, da je to po moje največji nekak ta segment marketinga pa prodaje, spletne prodaje prek Instagrama zajema ta nek del, to se pravi športa, turizma, wellnessa in tako naprej. Tukaj imamo kar par, mislim, deklet, ki to vsaj po mojem občutku zelo uspešno delajo. Je pa res, da je tu vedno kombinacija tega, pač kakorkoli se mi probamo in celo ta neka high fashion industrija, nasploh industrija skuša nekako prodreti z nekimi idejami o temu, da je vsako telo spoštovano. Jaz mislim, da vse na Instagramu vidimo, da lepe ženske, ponavadi pomanjkljivo oblečene z svojimi fotkami na plaži v bikinih in tako naprej, imajo verjetno največji doseg v prodajanju teh nekih produktov. Ne bi našteval imena, ampak če boste šli na Instagram, boste kmalu na slovenskem omrežju, kjer boste vzpostavili nek krog ljudi, prišli do teh nekih priporočenih objav in boste videli pač, kje so najbolj izpostavljene influencerke v tem Instagram svetu. Ne vem čisto zagotovo, ampak slišal sem iz dosti zanesljivih virov, Darko, da tu pa tam kakšno objavi tudi kakšno sliko brez filtra, ampak ne več kot 2 na leto. Janez, a si ti kdaj sliko hranil svojo pa to objavo? Ker namreč velja pravilo, če nisi sliko, nisi jedel. Ja, seveda. Sem objavil, ampak samo 1-2krat, ko so doma otroci pripravili neko sledico, sem jo dal na Facebook, gor na Instagram pa nikoli. Ti si bolj otroke pohvalil. To bolj zato, da sem se pohvalil, kako imam. Urede otroke, tako je. Drugače pa, kar se Instagrama tiče, je kar zanimiv fenomen, to, kar je Darko razlagal. In sicer vsako družabno mreže ima nek svoj koncept. Torej na Facebooku imaš neke prijatelje, ki jih mogoče tudi malo bolj poznaš, pa se mogoče z njimi konektaš. Twitter je mogoče bolj za politično, pa seveda občasno tudi za strokovno debato, tako zelo kratko, medtem ko Instagram je pa to, kar Darko pravi, s tem, da je pa zanimivo. Malo sem prečekiral pred oddajo, kaj se kaj dogaja na Instagramu v zvezi tudi s političnim komuniciranjem. In se mi zdi zelo zanimivo, da najprej sem mislil, da je to neka Pahorjeva, recimo temu, kaprica oziroma njegova, kako bi se temu rekli, pogruntavščina, da mogoče celo damo narekovaje to. Ampak sem videl, da tudi recimo avstrijski predsednik Kurz, bivši, torej ima nekih 300 tisoč, potem Kolinda je tudi zelo popularna, ima nekih 300 tisoč followerjev na Instagramu. Zanimivo, Melonijeva, torej italijanska, torej predsednica vlade, ima pa 1,5 milijona recimo followerjev na Instagramu, kar se mi zdi tako kar taki dosti zanimivi podatki in se mi zdi, da so tudi politiki ugotovili, da s temi
torej s temi prijemi nagovarjajo neko ciljno publiko, verjetno na Instagramu najbolj ciljno publiko od, od 20 ali pa od 15 do 30 recimo, a ne. Ostali so pol že bolj na Facebooku, tisti malo starejši. In je zanimivo orodje. Sem se pa spraševal, je to povzročil, ker na nek način ta Trumpova zmaga v Ameriki je bila posledica tudi dogajanja na družabnih mrežah, seveda ne toliko na Instagramu, ampak bolj na Twitterju, ampak vseeno, pa seveda, če pogledaš Pahorja, ki je pa že veliko prej, je nekako res pionirsko zastavil to svojo Instagram kariero vplivneža, predsedniškega vplivneža in mislim, da kar dobro nadaljujejo, če malo narekovajo vse skupaj dam, tudi ostali predsedniki vlad in predsedniki recimo. Preden si vzamemo krajši premor, a niso te mlajši, ki si rekel Janez, od 15 let naprej, šli na TikTok? TikTok, ja, jaz sem hotel to reči. Po moje, da je tam med 15 pa 20 je zdaj po mojem tako nekako, ali pa celo mlajši od 15, no, kolikor starši dovolijo. Ostalo je pa, jaz bi pa celo Instagram kar dvignil tam do 40. 40, ja, možno. Jaz bi pa Twitter, TikTok bi dal še malo prej, torej od 12 do 20, 23 mogoče, pa že počasne več. Zdaj smo šli še s ful v detajle, ampak ne nam uiti, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo so glavni mnenjski voditelji v Sloveniji. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Darko Mršič in Janez Zupan. Pogovarjamo pa se o tem, kdo so glavni mnenjski voditelji v Sloveniji. Darko, Janez, jaz bi skoraj rekel, ko se pogovarjamo o mnenjskih voditeljih, da so pri nas visoko na lestvici, če ne celo čisto na vrhu mnenjskih voditeljev slovenski politiki. Prvi mi pride na pamet recimo Janez Janša. Kaj vidva porečete na to? Ja, jaz siguran mislim, glede na to, recimo v tem nekem enem, kar se tiče balona nekega socialnega omrežja, na Twitterju je daleč verjetno najmočnejši in mislim nasploh je tudi v družbi nek mnenjski voditelj, lahko rečemo po nekih teh 30 in več letih delovanja v javnem in političnem prostoru slovenskem, to se mu vsekakor ne more oporekati. Ja. Zdaj pa nasploh to tvoje mnenje, da so pa politiki neki mnenjski voditelji, pa jaz skoraj ne bi rekel, zelo malo je takih. No. Mislim, da so mnenjski voditelji nekako, prej bi rekel neke strukture, s katere neko ustvarjeno mnenje samo predajo politiku, da ga plasira. Zdaj, jaz nekako od mnenjskega voditelja pričakujem, da tudi mnenje neko ustvarja, kreira, to pa pri nas redko, ker politik zna. Janez, bi ti rekel recimo, da je tudi Nika Kovač mnenjska voditeljica v Sloveniji? Ja, siguran. Veliko njene fame je zgrajene skozi ta princip mnenjskega voditeljstva. Tako da gotovo mogoče celo ena najbolj vplivnih, saj vedno, kadar se karkoli zgodi, je treba tudi vprašati Niko Kovač za njeno mnenje. Tako da siguran je že po tej definiciji mnenjska voditeljica. Sicer pa, če se osredotočimo če pogledamo spletno, torej influencerstvo, torej ne toliko tisto, ko se mogoče dogaja v neki realnosti ali pa tako, kot Darko rekel, mogoče nekje od zadaj, kjer se ta resnična mnenja ustvarjajo, je siguren, da politiki niso v samem vrhu. No, so nekatere izjeme, recimo Pahor seveda s svojimi 136.000 sledilci na Instagramu, pa tako kot je Darko rekel, Janez Janša na Twitterju recimo, ampak recimo na Instagramu je veliko drugih, ki so seveda bolj nekako followani, ki so bolj sledeni, ki so bolj upoštevani za mnenja v drugih sferah kot političnih, ampak tako da imamo tisti, ki pogosto komentiramo te politične zadeve, imamo nek občutek, da je politika tista, ki je najbolj nekako izpostavljena, ampak v resnici je mnogo drugega, ki nagovarja same uporabnike spleta,
ki je izven tega, bolj to, kar je Darko na začetku govoril, torej neke prehranske, kozmetične, fitness in podobne zadeve. Zakaj bi se sam na splet fokusirali? A veš, ker rečemo mnenjski voditelji, si jaz predstavljam, to pomeni pač nekoga, ki vpliva na mnenje ljudi. Zato sem prej izpostavil Janeza Janšo. Meni se zdi, da če Janez Janša recimo reče, da je zdajle noč, vsaj 70,000 ljudi v Sloveniji trdili isto. Ne? Se pravi, to pomeni, da ima nek močan vpliv. Ne? Ja, sigurno, to pa drži. Če razširimo to na polje vsega, je seveda zadeva precej drugačna. Ne? In normalno politika kot taka nam precej torej, občasno, precej agresivno kroji življenja. Če bodo te davčne reforme sprejete, bomo jih zelo občutili vsak posameznik. Tudi včasih se nam zdi, kot da nimajo takega vpliva na naša ta realna, lokalna, regionalna, ali kako bi rekel, življenja, torej kar se v družini dogaja, kar se v neki ožji lokalni skupnosti, da mogoče celo bolj župani, kar so tudi seveda politični igralci, ampak ja, se strinjam, da v ospredju na prvih straneh časopisov, v prvih minutah televizijskih oddaj so pa največkrat politiki, ki pa, ja, tako kot praviš, ja, se strinjam, ja, da močno vplivajo in so močni mnenjski voditelji. Ja. Darko, se ti zdi, da na tem anti-Janša delu političnega spektra mogoče Nika Kovač počasi nadomešča Milana Kučana kot glavnega mnenjskega voditelja? Ne? Ker še do pred kratkim smo bili navajeni, da je pač, če je Kučan povedal, da je noč, je tudi pol Slovenije mislil, da je noč. Ampak zdaj se mi pa zdi, da je Kučan bolj v ozadju, no? Da bolj deluje v ozadju, pa nekako Nika Kovač stopa v spredje. Se ti strinjaš? Jaz se vsekakor strinjam in mislim, na koncu tudi ona ni nekako nekako prvi kreator mnenja, je pa vsekakor mnenjska voditeljica na tem levem polu, mislim, koncev. Ja, razen kar se tiče napadov, ne? Ja, kar je napad, to je v bistvu zdaj imamo čisto drugo percepcijo tega, ja, ampak, kar je ona povedala. A veš, ona niti retorično, niti vsebinsko ni nekdo, ki bi postal mnenjski voditelj sam po sebi, to se pravi z svojo neko zgodbo, ki jo gradi, ne vem, na socialnih omrežjih ali pa na ulici. Ti moraš vedeti, da ko ona skliče tiskovno konferenco, je pred državnim zborom 15 kamer. A veš, to jaz pa ti ne bova nikoli doživela. Pa če imava še tako strukturirano neko sporočilo, vsebinsko pripravljeno, retorično dodelano, ne bo tega. To se pravi, mislim, po drugi strani pa se vidi, recimo, kako se njena mnenja kreirajo in kako se plasirajo politikom, ki potem ta mnenja morajo povzemati in jih plasirati v javnost. To se pravi, mi koncev, ko je že kolega omenil davke, a veš, zdaj bo pomemben videti, kako bodo te mnenjski voditelji te zvišanja davkov upakirali, da nam prodajo zgodbo, da je to super za nas. To bo zelo zanimivo videti, kako bodo te osmomarčevske strukture, Sturmabteilung levice, kakor jaz pravim, kako bo on to procesiral in kako bodo to ljudje zagrabali. Ampak vedno imaš ta njihov, kakor si prej rekel, ja, če Janša reče, veš, na drugi strani je tudi velik segment volivcev, ki bojo šli jutri mogoče tudi v smrt za te neke ideale, ki jih zastopa, ki jih bo neka. Pa sam še to bi rad omenil, kako včasih vidiš, da je kontekst, pa mesto, pa prostor nekih mnenjskih idej, recimo Nike Kovač, čist napačen, da ga črpa nek iz Washingtona ali pa iz Berlina. Recimo, ko komentirajo oziroma ko se postavljajo na pozicijo, bel moški iz pozicije moči grozi, ne vem, ženski, feminizmu. Mislim, kakšen drug pa bo moški, ki bel v Sloveniji, težko da bo. A veš, mislim, seveda so neka neznatna manjšina tudi drugih ras, ampak točno vidiš, iz kje prihajajo ta sporočila in kje jih kreirajo v nekih guerrilla foundations, pa kdorkoli jih plačuje. Sploh niso dejansko pol niti tok ni Nika Kovač pripravljena, da se prilagodi na čas in prostor, kjer živi in kjer naslavlja ta problem ali pa neko politično sporočilo. Jaz mislim, da tukaj Darko majčkeno precenjuje pomen artikuliranega mnenja, pomen artikulirane, recimo temu razdelane neke filozofske smeri oziroma nekega
mnenja, recimo, ne, da tako rečem, se mi zdi, da to niti ni tako pomembno, da so bolj pomembne te parolice, te puhlice, točno take in da te v današnjem času najbolj nagovarjajo določen segment, seveda prebivalstva. Ne. Moramo vedeti, da Nika Kovač ni namenjena toliko nekim, recimo temu, torej ljudem v srednjih letih, ampak je bolj namenjena mogoče in starejšim, ki reče, ja, pri nas je bilo pa drugače, pa Nika ima pa res prav, in pa nagovarja najbolj pa to mlajšo publiko. Ne? In se mi zdi, da niti ni toliko pomembno, da imaš ti neki ful razdelane zadeve v zvezi z političnimi odločitvami, v zvezi, kar se seveda skozi ves čas kaže to tudi v njenem delovanju, ampak predvsem to, da imaš tistih 5 puhlic navržeš, katere se bodo ljudje zapomnili in zaradi tistih 5 puhlic, ki bodo potem tako imenovano trending na internetu in pa v drugih medijih in na ta način ustvarjajo neka mnenja, in se s tem tudi potem ustvarjajo mnenjski voditelji na tak precej, recimo temu, zbanaliziran način, ampak danes to približno tako funkcionira. No? Tako da se mi zdi, da moramo majčkeno pozabiti, ne smemo pozabiti, ampak moramo majčkeno se prilagoditi temu duhu časa, ki nas vodi v neko delno banalizacijo vsega tega. No? To si dobro, se mi zdi. Ne morem se ne strinjati, vsekakor. Janez, ne? Se pravi, po eni strani Nika Kovač nagovarja tiste, ki so kuhali sam na masti in hkrati tiste, ki svinjske masti sploh še videli niso v življenju. Ne? To je zanimivo. Ampak Darko, zdaj, a ti imaš občutek, da recimo politiki, Nika Kovač, skratka ljudje, ki imajo interes tak ali drugačen, da pač njihovo mnenje prodre čim širše v družbo in da se pač ljudje začnejo skladno s tem mnenjem tudi obnašati, imajo tu dodelan pri nas strategije, katero publiko nagovarjajo, na kakšen način, preko katerega medija in tako naprej, ali se ti zdi, da je vse to bolj stihijsko, ne? Se zjutraj zbudi, pa avokadi, pa malo fajtamo dalje. Mislim, da je kar veliko denarja stranke pa organizacije plačujejo raznim PR svetovalcem, ki nekako to poskušajo dodelovati. Nekrat tu je to bolj ali manj, ampak načeloma jaz mislim, da v družbi, ki je zelo razklana, ki je v dveh, ne vem, že zakopanih rovih, niti ni to toliko pomemben. To recimo, ko sem spremljal sploh pa tudi ali pa aktivno sodeloval v recimo kampanji socialnih demokratov, mislim, to se vidi, da ti ne moreš s tako neko inovativno ali kakorkoli to kdor hoče imenovati svojo neko idejo, zasnovo kampanje, ne moreš spremeniti več kot 1 ali 2%, na koncu recimo največjo razliko lahko naredi, če se spomnimo, recimo tisto famozno soočenje na Pop TV-ju, kjer je Luka Mesec iz neparlamentarne stranke Levico naredil parlamentarno. Tako da zelo majhne razlike se delajo tukaj. Veš, Pahorju je čist naravno iti teč po Sloveniji, pa kolesariti, pa prehoditi Slovenijo na nogah, ko pa to, ne vem, socialni demokrati predlagajo svojim 88 kandidatom po Sloveniji, veš, ni naravno mene videti na kolesu. Mislim, bodimo realni, veš, jaz sem to rekel, in mene, če bi jaz takrat se usedel na kolo, jaz sem rekel, jaz se ne bom usedel na kolo. Tebi bi bil to minus, ne? Seveda, da bi bil minus, in ni tukaj personalizacije, veš, to se neki mastermindi, ki mislijo, da so mastermindi, se spomnijo neko tako, ja, to je zelo inovativno, super, ajde. Veš, Darko ni naraven, Darko ni to, kar me prikažete na kolesu, pa zdaj vmes do Borovnice od Prešerca kolesaru. Tako da je, veliko denarja se vlaga v to, velikih misli, da to znajo, ampak na koncu pa največjo razliko, se pravi, lahko naredi ta eno soočenje, druga razlika se pa naredi, če poznaš svoj teren, pa ljudi, katere boš nagovarjal, to je pa zelo redko malo politikov telih z vrha, se še nekako dotika tega terena v pravem smislu besede. To se pravi, da si tudi potem, ko nisi politik, ko si ven službe, prideš nekam v kako družbo, na kako pivo, na kako športno prireditev v lokalnem okolju. Tega je pa zelo malo danes. Pač, ne vem, jaz sem zelo vesel, če mi kdo reče, da je bil s poslancem na nekem turnirju v malem nogometu. Ja. Čeprav meni se zdi, da tudi,
to, kar je Darko rekel, tudi to, da recimo 1% ali pa 1,5% pa pol dobiš zaradi nekega medija, se mi zdi kar dosti uspešno torej, prezentiranje nekje. Ne. Se pa popolnoma strinjam. Se pa popolnoma pri 0 ali pri 10. Ja, tudi če pri 0 štartaš, pa imaš 1,5, je to čisto ok za marsikoga. Ja. In se mi zdi, se pa strinjam s tem, da recimo izhajajo iz tega, ne, torej kaj so v svetu trendi, ne, in potem poskušajo nekako to prenašati v nek prostor, ki ni naravno temu torej, ni naraven za naš prostor. Recimo. Ali okolju ali posamezniku samu. Ja. Tako, to se je zelo dobro videlo, tudi, ko je Nova Slovenija vstopila, ali ne, ko je Anže Logar, ali je Nova Slovenija, zdaj se pa ne spomnim čistočen, vstopila na polje TikToka in je tisti precej smešen zgledal. No? Da bi tisti kdo palil. Da bi na tisto kdo palil, je skoraj praktično nemogoče bilo. Ne? In seveda, nekdo pride, reče, na TikToku moramo biti, tam so zdaj mladi, to moramo nagovoriti, to bo super, pa daš ne vem koga, mislim, da je bil. Vidiš, jaz pa tukaj mislim, da je zelo pomemben biti danes na TikToku, ker TikTok bo mogoče čez 10 let še vedno aplikacija, populacija, ki bo pa začela biti aktivno volilno telo. To je razlika, to je Instagram naredil. Instagram je v bistvu prej bil, kot smo se prej pogovarjali, za slikanje recimo riti pa hrane, pa nekih naravnih lepot. Veš, danes je pa populacija, ki je delovno aktivna, je pa večinoma na Instagramu. Jaz se popolnoma strinjam s tem, kar praviš, ampak hočem reči, da je pa potrebno prilagoditi v tem trenutku. Ja. Ne, potrebno je prilagoditi izraz, veš, ne more tam, kdo je že bil. Mislim, da kandidat Nove Slovenije za predsednika države je hodil tam po pisarnah, pa je kazal, evo, kle imamo tega, kle imamo unga. Je treba prilagoditi to sporočilo. Tudi vsebino, tako. Treba je še vseeno izhajati iz svoje pozicije, ne, kaj drugi počnejo, pa kaj bi bilo fajn, da je tam, pa kaj je tako, ampak to, kar njemu osebno nekako predstavlja neko prezentacijo na TikToku, da bi s tem nagovoril recimo mlade, ne pa, da se nekaj tam napol afnajo, pa napol delajo norce sebe, zato da bo to palilo na TikToku. Na TikToku tudi marsikaj drugega pali, ne samo to. Ko ste že to temo načela, ne? Darko, ti si rekel, ne morem jaz iti na kolo, ker to ni naravno. A vidva mislite, da vseeno, če pač ti hočeš neko publiko nagovoriti, moraš pač se norca delati sebe, oziroma ti mora biti vseeno, tako kot pravi Janez, kakšen tam zgledaš. Ne? Mogoče nam se zdi to smešno, ampak mogoče pa kakšni drugi publiki, ki se s tem probali nagovoriti, pa ni bilo tako smešno. Glej, jaz mislim odvisen, koliko si ti pripravljen svojo osebnost prodajati publiki, pa koliko si že prepoznaven po nečem drugem. Veš, če jaz zdaj začnem z nule kot nek no name Darko, okej, pač lahko komplet svoj profil prilagodim temu, da me bodo ljudje poznali sam po temu. Kaj sem pa jaz v realnem življenju, je pa nekaj drugega. Zdaj pa, če imam jaz, ne vem, že 5-6 tisoč ljudi, ki me pozna, ki me sreča na ulici, ki ve, kdo sem, kam hodim na kavo, kam na pivo, s kom igram nogomet, pa kam grem na dopust, pa sem v neki relativno pogosti komunikaciji z njimi, pa ne morem jaz zdaj čez noč spremeniti se. Mislim, lahko se v nekem segmentu, ampak ne v tem, da bom jaz zdaj neka politična sporočila ali pa karkoli, ali pa ne vem, neka marketinška prodajna delu, razumeš? Zdaj, če se jaz postavim v vlogo, da neke bitcoine začnem prodajati ali pa svetovati, bojo vsi vedeli, da to ni realno, da sem pač čez noč postal nekdo, ki zgleda hoče nekaj na hitro ali zaslužiti ali priti do nečesa. Mislim, da si to že enkrat dobro na primeru pokazal, ko si komentiral, da če Katarina Benček in njen tip v megli kolesarta po Borovnici, da to ne bo nobenega turista več pripeljali tja. Ja, seveda, ja. Mislim, mi smo imeli lih ta primer v Borovnici, dobro si me spomnil. Pač očitno financirani oziroma iz organizirane Las Barje. Jaz, ko sem to videl, mislim, to je fascinantno, kdo si spomne to. Novembra, megla 2 metra pred sabo ne vidiš, ampak 14-sekundni video, ne, da ne bo nobenega prevlekel, ampak tisto je bilo, Borovnica je izgledala kot iz horror filma.
Tako da, Mogoče pa dobite festival ljubiteljev grozljivk. ja, No, jaz mislim, da če kratkoročno gledaš, da mogoče kakšne fore ratajo kdaj, ne, saj ne govorimo o videospotih, ne govorimo o videospotih kakšnih političnih strank, ki so že v začetku fejli, recimo, ampak na dolgi rok se mi pa zdi, da tudi neko playersko razpoloženje, torej neko hlinjenje tega, kar v bistvu nisi, se mi zdi, da na dolgi rok ne more iti skozi. Vam bom zdaj dal dva izziva oziroma kosti za glodanje, ker omenjate to dolgi rok pa fore ratajo. Evo, Marko Potrč, praktično čez Facebook se je ponovno ustvaril za časa epidemije, zdaj v zadnjem času se mi pa zdi čedalje bolj Pavel Rupar. Pa me zdaj zanima, Marko Potrč je zdaj malo, se mi zdi, uplahnil, se pravi izgubil tudi to temo epidemije, mogoče čaka naslednjo. Kaj pa Pavel Rupar? Pa če oba primerjata, mislite, da bo njemu ratalo s tem Bogom pa z Regretom še 10-20 let dominirati, ali se bo tudi to kdaj ustavilo? Jaz ne vem, kolikor sem spremljal, je Pavel Rupar najbolj aktiven na Facebooku, ne? Ja. O temu govorim. Facebook je zdaj platforma, aplikacija, socialno omrežje, ki naslavlja predvsem, oziroma so tam aktivni, mi imamo vsi še profile in mlajši od mene imamo profile. Čisto vsi v bistvu, od otrok do dejansko jaz tam bom objavil sliko iz gostilne pa z morja. Redko kdaj kakšno politično sporočilo dam. Pavel Rupar ima pa populacijo, na katero trenutno računa, oziroma čigar teme naslavlja in je, mislim, da zelo dobro to ujel. Med epidemijo sta to, kakor si rekel, Marko Potrč pa Zoran Stevanović zelo dobro izkoristila. In to je mogoče ono, kar je prej kolega rekel, lih tisti 1% je, ali pa 1,5, koliko 2, je tukaj Stevanović naredil razliko in to je tisto, kar lahko rečem. In mislim, da Pavletu Ruparju kar dobro ratuje, zaenkrat. Janez, kaj ti praviš na Ruparja? Pač on kar naprej Boga omenja, pa ta regret, Dobro, zdaj je sezona regreta, ampak se mi zdi, da pri njemu regret raste celo leto. A je to, se ti zdi, da je to iskreno, ali je to pač, kako pravi Darko, namenjeno neki ciljni publiki in zdaj, kdor se v tem ne najde, pač ni to vrsta ciljna publika? A veš, Aljuš, da se upravičujem, tega ne rečem pogosto, ampak vseeno, Pavle je moj sovaščan, pa bi se mogoče vzdržal komentarjev tega, če ne zamiraš. Zakaj te bo po noč počakal? Po noči regrat podtaknil, ne. Tudi naše vdajo pogosto pride. Jaz bi edin to dodal, kar si rekel, če je to, veš, naravno njegovo, pač Bog regrat. V bistvu vsi nekaj zapakiramo, nekako vsi olepšamo, ampak da si pa popolnoma spremeniš nek profil, da izkazuješ nek lifestyle, ne vem, stališča, ki veš, da niso naravna. To pač normalno je pa, da je predvsem Instagram je bil tisti point Instagrama, so bili filtri. Prvo, filtri na sliki, drugo je pa filtriranje tudi sporočila, verjetno. In to je, mislim, da čist naraven proces, čist naravno nek pristop k tem socialnim omrežjem. Recimo med tem, kar pa dela kolega v podcastu, tam je pa že malo težji se pripraviti pa nekaj že vnaprej razmišljati o objavi, kako jo boš zapakiral, pa kako boš tekstualno jo opremil, da bo najboljše sporočilo. Tam je pa, podcasti so pa čist neka druga, nek drug segment, ki je pa tudi nekaj poseben, pa se ga danes nismo dotaknili. No, to pa lahko rečem, da ta regrat je najverjetneje relativno iskren, glede na to, da že kar nekaj let to zadevo ponavlja vsako pomlad, torej Pavle, tako da kar se regrata... Da ne bo jaz porazumel, jaz sem velik ljubitelj regrata, zato sem to opazil. Se jaz tudi, zato je marsikdo opazil. Tako da to mislim, da je kar iskrena gesta njegova. Ok, Janez, zdaj, ko te je že Darko omenil, pohvalil, kako pa ti recimo gradiš to svojo platformo? Ti imaš recimo nek profil štartanje, dosti tak, kako bi rekel, decidiran. Vemo, kam pašeš, nič tudi ne skrivaš tega, se pravi, nisi tak, da bi bil danes tukaj, jutri tam. A misliš, da je to plus, da je to minus, kakve so tvoje izkušnje?
tako kot sem rekel, če nekaj delaš dolgoročno, se mi zdi, da je to edina pot, po kateri lahko delaš. Torej, da si tisto, kar si. Torej, in da se ne pretvariš, da si nekaj drugega. Torej, da ne delaš kompromisa v tem smislu, jaz da bom pa nekaj naredil za to, da me bo več ljudi pogledal, da me bo več ljudi recimo spremljal. Recimo konzerva je koncipirana tako, da sicer načeloma tangira k temu, da bi bila malo širša publika, ne samo recimo torej konzervativna v tem kontekstu, ampak seveda je to težko doseči. Zdaj, pogovori so taki, kakršni so in se sproti ustvarjajo, je pa zadeva zelo ad hoc. Ni tako neki ful planirana, pa ful z neko agendo, ampak predvsem tisto, česa se manjka, pa kaj jaz lahko v ta prazen prostor dam, to, kar sem jaz, recimo. Torej ne brez neke posebne agende, tudi če zadeva ne zraste, če ne raste, se bo pač ugasnila. Nimam tukaj nekih pričakovanj ali pa nekih takih osebnih preferenc. Saj mi pa še enkrat rečem, to se mi zdi res ful pomembno, zato že ta tretjič to poudarjam, da se mi zdi, moraš slediti tistem konceptu, ki je tebi naraven. Torej, ne da se nekaj pretvariš, ker ti tako dolgoročno lahko potem dosežeš tisto, kar imaš namen doseči. Zdaj, če je tvoj namen doseči v enem letu, 50,000 lajkov, moraš seveda se temu tudi primerno obnašati, ampak to se mi zdi, da je relativno deplasirano, da na tak način razmišljaš, sploh če si če se trudiš biti nek, recimo temu, razmišljajoč državljan, da tako rečem. Darko, ko smo začeli z Robertom Golobom pa Tino Gaber, pa še končajmo z njima. Zdaj, te objave Tine Gaber pa njenega psa na sestankih pri predsedniku vlade verjetno imajo neki namen. Mislim, ni nujno, tudi če bi ona tam sodelovala, ni bilo treba tega okoli kazati. Zdaj, zakaj se to recimo po tvoje okrog kaže? Kaj hoče s tem doseči? Pokažati, kako je ona v redu, ali je to zadnjo pomembno, ona pač zahteva to od predsednika vlade ali kaj tretjega? Glede na to, koliko sem jaz začel njo spremljati, pa tudi njen, recimo ta Instagram profil, očitno to njej veliko pomeni. Mislim, tam ima tudi naveden nek link neke organizacije, ki se bori za pravice živali. Druga stvar je pa čist, mislim, politična, je tudi v tvoji oddaji dostikrat gostoval Seba, ki bi mogoče to malo bolj znal. Sebastian Jeretič, ki bi to mogoče malo bolj znal. Jaz mislim, da gre za klasično senzibilizacijo javnosti, a veš, na to živali, kužki, mucki, srčki. To isto dela 8. marec. To 8. marec dela s tistimi flyerji, pa z objavami, kjer dajo slike letečih medvedkov, pa ne vem, unih risanih junakov, tako da mislim, pač to je samo ena nadgradnja tega, lejte, pisarna, pa kužki, pa super. In to je, pač mislim, da gre na to, na igro te senzibilizacije javnosti in to je zelo uspešno, se ljudje prežigajo na to, tako da me ne čudi, da to dela. Eno je gotovo, ljudje smo si različni, mene se bolj dotakne, ko Luka Dončić nosi majico, kjer piše, da rabi samo suho meso pa rakijo, koga drugega pa kaj drugega. Za danes pa Darko Mršič, Janez Zupan, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kdo so top mnenjski voditelji v Sloveniji, že 862. faktor na TV3. Jutri vam bomo premierno in ekskluzivno prikazali, kaj se v resnici dogaja v Rusiji in Ukrajini. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.